Spoštovane in spoštovani, rimski ljudski pevci in godci pri kulturnem društvu Rimljan Rimske Toplice so nam zapeli himno. Ti oblikujejo današnji kulturni program, zato jih bomo še slišali. Prijazen pozdrav vsem, ki ste prišli v Kulturni center Laško na vsakoletno prireditev Enotni v zmagi, ki jo vsako leto takle čas pripravljamo v Kulturnem centru Laško pri občinskem odboru VSO Laško. Posebej izrekam dobrodošlico županu občine Laško, gospodu Marku Šanteju. Predsedniku pokrajinskega združenja VSO Zahodna Štajerska in članu predsedstva združenja Stanetu Zorku. Pa Slavku Kmetiču, prav tako članu predsedstva združenja VSO, članom in članicam združenja oziroma VSO, veteranom vojne za Slovenijo, Andreju Magajni, članu predsedstva Demosa, gostom današnjega govornega omizja, ki jih bomo kasneje spoznali, gotovo pa že veste, kdo so, in seveda vsem ostalim, ki ste prišli, prijazno dobrodošli in seveda vsem našim gledalkam in gledalcem. Za besedo dobrodošlice naprošam najprej župana občine Laško, gospoda Marka Šanteja. Spoštovani člani predsedstva, Društva vrednot slovenske osamosvojitve, spoštovani predsednik občinskega odbora VSO, vsi preostali člani, vabljeni člani današnjega pogovornega omizja in pa vsi ostali obiskovalci in obiskovalke, dobrodošli tu v Laškem. Današnji pogovorni večer ima zelo pomenljiv naslov Državnost včeraj za danes in jutri, kar kaže na en tak efekt snežne kepe. Snežne kepe, ki jo zagotovimo po pobočju in ki na koncu preraste v en mogočen plaz. In tako so se odvijale tudi določene odločitve in aktivnosti pred več kot 30 leti v času osamosvajanja Slovenije, ki so za seboj potegnile aktivnosti, ki jih vsi skupaj čutimo še danes. Iskra, ki je zanetila požar, oziroma majhni koraki, ki so za seboj prinesli velike spremembe. Brez zgodovinskih odločitev določenih odločnih in pogumnih posameznikov, med katerimi so bili tudi Laščani, tudi občani naše občine, današnjega pogovornega omizja, sem prepričan, v takšni sestavi in v takšni obliki ne bi bilo. Danes posamezne generacije, tako tiste, ki ste oziroma so osamosvojitev doživljale v živo, kot tiste mlajše, ki so se rodile že v samostojno oziroma suvereno državo Slovenijo, na ta proces oziroma na to prehojeno pot gledajo vsak s svojimi očmi. Prepričan sem oziroma zdi se mi, da bi morali tu čutiti večjo povezanost, večji duh enotnosti, tako kot so bili povezani Slovenci oziroma tisti pogumni posamezniki, ki so bili vključeni v proces osamosvajanja Slovenije pred več kot 30 leti, in to vsak dan. Se pravi, ne samo tiste dni, ne samo za državni praznik, ko obešamo našo slovensko zastavo, ne samo takrat, ko se veselimo z vrhunskimi rezultati slovenskih športnikov in zapojemo skupaj z njimi slovensko himno, ampak prav vsak dan, tako kot nas združuje in enoti naša zgodovina, naša slovenska kultura in naš slovenski jezik. Želim vam uspešno izvedbo današnjega pogovornega omizja in pa prijeten preostanek večera. Hvala gospodu županu. K besedi pa zdaj vabim predsednika občinskega odbora VSO Laško, gospoda Srečka Javornika. Besedo. Pozdravljam in zahvaljujem se vsem vam prisotnim v dvorani. Hvala vam, da ste se odzvali v tako velikem številu. Hvala gostom,
doktorici Tini Bregant, magistru Igorju Merzi in Pavlu Ruparju. Hvala tudi našemu županu Marku Šanteju, hvala Predpoščaku in vsem tistim, ki jih nisem ali pozabil imenovati. Hvala. Odločil sem se, da spregovorim par besed o našem združenju za vrednote slovenske osamosvojitve VSO. VSO je poslanstvo, je nepolitična organizacija, ki ohranja, raziskuje, arhivira, obeležuje in prenaša na naše potomce zgodovinska dejstva, ki so se zgodila po letu 1988 leta naprej. Se pravi, je temeljni kamen oziroma temelj naše domovine Slovenije, ki ga je potrebno ubraniti, vzdrževati, negovati in utrjevati za našo prihodnost domovine Slovenije. Zato si nikoli, resnično nikoli ne smemo dovoliti izpodkopavati naš temelj domovine Slovenije. Naše poslanstvo je organizirano na pokrajinska, območna in občinska združenja po celi Sloveniji in se izvajajo različne aktivnosti. Občinski odbor VSO Laško je med najbolj aktivnimi v Sloveniji z različnimi dogodki, ki jih izvaja skozi celotno leto, saj so postali tradicionalni. Med njimi je tudi današnji vsakoletni dogodek. Po končani današnji prireditvi vas vse povabim na neformalno druženje v Predverje, ter vsem, ki še niste naš član, nudim možnost, da to postanete danes ob podpisu pristopne izjave VSO in s tem prispevate svoj delež k utrditvi temeljnega kamna Slovenije. In za konec mojega govora, vsak človek išče srečo, po njej vsak hrepeni. Kdor išče jo po svetu, jo le težko dobi. Saj sreča biva v srcih naših med dobrimi ljudmi in to ste vi. Bog živi Slovenijo, živela Slovenija! Hvala Srečku Javorniku za pozdravne besede. Zdaj pa dajemo besedo oziroma oder prepustimo pevcem, torej pevcem rimskim ljudskim pevcem in godcem pri Kulturnem društvu Rimljan Rimske Toplice, ki nam bodo zapeli 3 pesmi: Lepa naša domovina, Slovenska deklica in Vandrovček. Prosim. Domovina
Hvala pevcem za odpeto, hvala praporščakom, ki jih prej nisem omenila, naj mi bo oproščeno. Zdaj pa vabim naše goste današnjega govornega omizja. Najprej v naši sredini pozdravljamo doktorico Tino Bregant. Doktorica Bregantova je izvrstna zdravnica, opravila je 2 specializaciji, doktorat znanosti ima, v zadnjem času jo je nagovorila politika. Ne vem, kdo je koga, ali politika vas, ali vi politiko, kakorkoli, lepo pozdravljeni. Potem vabim na oder magistra pisatelja, magistra Igorja Omerzo. Petdeset knjig je napisal človek. A si predstavljate, kakšno kilometrino
Kakšno kilometrino mora imeti človek, če bi hotel prebrati vse njegove knjige? Kaj šele, kakšno kondicijo šele mora imeti avtor, da je tako uspešen, tako plodovit? Predtem je bil pa še marsikaj drugega, spomnimo se ga kot enega bistvenih udov odbora za varstvo človekovih pravic, potem je bil podžupan Ljubljane in vse tako naprej. Vmes še politik malo, ne? Potem ste se pa umaknili k svojemu pisateljevanju. In navsezadnje še gospod Pavel Rupar. Ni ga treba posebej predstavljati, je vešč sogovornik oziroma govornik, kot smo v zadnjih dneh oziroma obdobju lahko slišali. Bil je najprej župan, potem je bil poslanec, zdaj je pa prvi mož ljudske iniciative Glas upokojencev. Torej, lep pozdrav še enkrat vsem trem. Če je domovina duhovna kategorija, je država materializacija tega. Je ozemlje, so zakoni, pravila obnašanja in smo državljani. Brez nas, ki plačujemo davke in tistih v gospodarstvu, ki ustvarjajo novo vrednost, ni ne parlamenta, ne vlade, ne blagajn, iz katerih črpa vlada za naše potrebe, ne vojske in policije, ne šol, pa bolnišnic, zdravstva, komunale in vsega, kar bi še lahko naštevali. Država deluje, ko so na oblasti tisti, ki so nam všeč, in tudi, ko ni tako. Tema današnjega omizja je torej usoda slovenske državnosti, kaj je državnost bila takrat, ko se je rodila, kakšna je bila vmes, kakšna je trenutno in kakšno bi si želeli, da je v prihodnje. Živimo v demokratični državi, tako vsaj v 1. členu pravi slovenska ustava, ter pravni in socialni, kar je 2. člen našega temeljnega akta. Kako je pravzaprav z demokratičnostjo v našem okolju, s pravnim in socialnim okvirjem v naši državi? Bomo dali besedo najprej gospe? Ja, najlepša hvala. Zdaj verjetno tudi publika ve, jaz prihajam iz Ljubljane, kjer verjetno tudi vi spremljate en način vladanja, ki je pravzaprav zelo daleč od demokratičnega, ki je pravzaprav neka karikatura demokracije. Demokratura, vi rečete? Ja, se oproščam, mogoče, če dam pa takole, je pa boljše, a ne? Ja, hvala za opozorilo. Ja, demokratura zaradi tega, ker pravzaprav se nas ne želi slišati, kot da tisti drugi pol pravzaprav nima pravice niti izražanja svojega mnenja, pa pravzaprav ne gre za nek drugi pol, gre za preseganje problemov, ki niso levi in desni. Zdravje, zdravstvo, to ni levo ali desno, pitna voda, to ni levo ali desno. Tudi, če pogledamo te globalne težave, s katerimi se soočamo, to bomo lahko rešili v bistvu edino skupaj, ko bomo iskali rešitve. To niso preproste rešitve. In tukaj pravzaprav vsak od nas lahko prispeva z idejami, z delom, in če se ignorira druge ljudi samo zato, ker pač niso naši oziroma ker spadajo nekam drugam, kot si je nekdo zamislil, potem je to izjemno škodljivo in to je daleč od in državotvornosti in daleč od demokracije. Ker demokracija ni samo to, kar pravzaprav vidimo v zadnjem času. Zadnja vlada je bila izvoljena z izjemno veliko večino in ima možnost preglasovanja. In pravzaprav v demokraciji ravno to preglasovanje, vladanje večine, demos, kratein, demos kot ljudstvo, kratein vlada. Seveda to je en tak mehanizem, vendar v osnovi ima demokracija tudi postulat razprave, razpravljanja, če pogledamo tudi, kako je bilo v antiki. In ker se to tako pravzaprav brezsramno krši, mislim, da imamo mi vsi dolžnost na to opozarjati in zahtevati, da se sliši tudi naš glas. To ni samo naša pravica, to je tudi naša dolžnost, dolžnost do nas in tudi do naših otrok. Jaz si ne želim, da bodo moji otroci vandrali,
kot so prej peli. Jaz si želim, da bi moji otroci v domovini, ki jo imamo, le iz tistih časov, ko so bile te pesmi, pravzaprav še nismo imeli svoje države, zdaj pa jo imamo in jaz ne želim, da moji otroci vandrajo po svetu, pač pa želim, da ustvarjajo in delajo tukaj, v moji domovini, v moji državi. Hvala. Gospod Omerza, kako tesno je vam to okolje zdajšnje? Mislite, zdaj tisti, ki vladajo, ali kaj? Tako, ta trenutek zdajšnji. Zdaj jaz tako mislim, kot državljan, upam, da vsak državljan si želi, da bi vlada dobro delovala. In tudi predsednik države, da bi bil predsednik vseh državljanov. In da bi vlada skrbela za vse ljudi v Sloveniji. Ne razumem pa, zakaj so uspeli v 7 mesecih razkleti Slovenijo. Začeli se z državnim pogrebom, vojaškimi častmi, zlorabo Slovenske vojske za pokop mednarodnega državnega kriminalca in človeka, ki je 6 let preganjal vsako misel na osamosvojitev, ko je bil na funkciji šefa UDBE in notranjega ministra, leta 1974-80. In tako, seveda je bolj še nadalje bil režimu. Potem ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve. Potem državna proslava, kjer pride na oder Svetlana Makarovič in z rdečo zvezdo, ki razdvaja. Rdeča zvezda razdvaja, ker ima več pomenov. Ima tudi zelo hud pomen. In tisti, ki so trpeli pod rdečo zvezdo ali pa potomci, se na državni proslavi zlorabiti. Na državni, če ona dela svoje proslave, ne jih dela. So pravice, smo demokratična družba. In da celotni državni vrh ostane in ploska temu. To je plunek na polovico državljanov. Se pravi, ne razumem te politike razdvajanja. Nepotrebne politike razdvajanja. Tako da se zelo neudobno počutim, predvsem zato, ker sem bil zraven pri procesih osamosvajanja, pri tem čudežnem in čudovitem dogodku, čudežnem, da nam je uspelo narediti državo. Veliko stvari se je moglo poklopiti. Tako da to razdvajanje na tej nivoju države je nevarno. Države propadajo se, ustvarjajo nove. Mi smo danes varno spravljeni v NATO pa v Evropski uniji. A bo tako čez 50 let, ne vemo. Zato je treba gojiti državo kot punčico svojega očesa. Tako da v tem smislu sem zelo razočaran na to vlado in nezadovoljen. Hvala. Gospod Rupar, je to, kar se dogaja zdaj v tem današnjem trenutku zdaj, bilo tisto, kar vas je nagovorilo, da ste se lotili te ljudske iniciative, te aktivacije množic upokojencev? Veste, to je, najprej vsem lep pozdrav. Da sem v Stržiča, da sem bil tam župan, doživel hudo agonijo, vam ne bom razlagal. Situacija, ki je pa zdaj naredila ta moment, ki se je zgodil 1. februarja v Ljubljani, je pa posledica večjih situacij. Prva je bila ena huda bolezen, ki sem jo prebolel in 2-krat na pragu sprejetja v večno množico sem prišel nazaj, sem rekel, pa zdaj spremeni življenje. Najprej sem pomislil na svoje vnuke, na družino, potem sem pa rekel, če mi je Bog dal še eno življenje, mu ga jaz vračam nazaj in iz mano naredi, kar želi. In prišlo je do trenutka, ko sem spremljal situacijo zaposlenih v javni upravi, gasilcev, sodnikov, vsi so se pritoževali, naši upokojenci pa kar tiho, pa kar noben. In sem enkrat napisal, pa poslušajte, vi ste nič navte odzignali, ne bo štrajka. In takrat se je usulo, kot da bi odprl neka vrata dušam, kako me čakajo, da pridejo nekam na boljš. Poti nazaj ni bilo več. Potem sem rekel, nič, gremo pa organizirati ta shod. In sem tisti večer, tisto noč več manj prebedel, Boga prosil, da bi vsaj 500 ljudi prišlo. Tam nas je bilo 27 000. Uslišani ste bili. Ja. Sej nisem verski fanatik, da na tem mislim molil ne bom, ampak zdaj le ne. Verujem pa, da se je mogel nekaj zgoditi. Zgodil se je ta čudež
Na vsem lepem so se prebudili tisti, ki bi mogli biti na upokojence večno budni, za njih skrbeti, se boriti za pokojnine, oni so zaspali, vsi so samozadostni, tako kot je ta vlada. Kaj nam pa morate? In duše upokojenske so bile tiho, trpijo in trpite in čakate trenutek, kdaj se bo kdo spomnil na vas. Glejte, ta trenutek je prišel, ravno ta prav čas. Naslednji zbor imamo naslednji shod 1. marca, lepo povabljeni, vsak naj sam še enega pripelje. Trenutno nas nihče ne posluša, niti vabila nismo dobili, prosimo za pogovore, demokracija v naši državi. 2 leti sem poslušal, kako je okupirana radiotelevizija s fašisti celo, 2 leti sem poslušal, kako so dobrodošle ljudske iniciative, 2 leti, kako je inštitut dobrodošel. Zdaj smo mi to naredili, niti, glejte, jaz nisem še prišel niti, ne, daleč smo prišli, ampak do njih ne, do sogovornikov ne. In če bom kdaj zdaj lahko kakršnokoli stvar še prosil, bom prosil, da se začnemo zgovarjati. Moja naloga ta trenutek in poslanstvo, ki ga čutim, je pa ravno obratno, kot je gospod Igor rekel, je pa združiti Slovenijo. Mi nismo levi, mi nismo desni, mi nismo janšisti in nismo golobisti, mi smo en narod. En narod. In če ta trenutek spet ne bomo stopili skupaj, potem je bilo osamosvojitev, vrednote slovenske osamosvojitev vse za manj. Za manj. Čas je prišel, jaz malo po gorenjsko govorim, pa upam, da me razumete, prišel je čas, da stopimo skupaj, da nas je še več, če se koga bojijo, se bojijo množic, se bojijo sile, ne tiste sile, ki je sovražna, ne tiste, ki je nasilna, lepih besed, slovenske pesmi, domovine, ljudi, srca slovenskega, slovenske himne in nas se bojijo. Samo tako bomo zmagali. K temu se bomo še vrnili, morda za začetek, za ogrevanje še res tole vprašanje. Država in državnost in domovina, kako izražate oziroma kako jima obema izražate spoštovanje? Mogoče zdaj pa gospod Omer zaprej. Dobro, jaz kot v tistem svojem poklicnem delu, ker pišem knjige, skušam pokazati stvari, ki so se dogajale v prejšnjem režimu, da se ne bi več ponovile. Tako skušam prispevati. Da kažem, kako je delovala režim s svojo tajno politično policijo, kako so zalezovali ljudi, šikanirali, tudi še hujše stvari so dogajale. Tako da skušam preko tega na nek način, ker ilustracija ni bila izvedena, politična tudi ni bila možna, nikoli ni imel Demos te moči, pa tudi, če bi kršili ilustracijo, bi razklali Slovenijo in bi težko prišli do tega plebiscitarnega rezultata. Mi nismo samo demokratizirali se, mi smo mogli še svojo državo narediti. To ni bilo tako preprosto, to so bili tudi zunanje okoliščine ugodne, takrat neko okno se je odprlo, takrat smo iskali enotnost in ilustracije bi to lahko pokvarili. Zato pa lahko delamo ilustracijo z besedami, z knjigami, z nastopi in tako naprej. Tako da to, kar jaz počenjam, je to, da skušam prikazati prejšnji režim in seveda tudi, ker se danes dogajajo nekatere reminiscence, neke nostalgije do tega režima, posebej generacije, ki niso v njem živele, mislim, da je treba na to opozarjati predvsem s pisno in javno besedo. Tako. Doktorica Bregantova, kako vi pravzaprav s tem svojim političnim delovanjem bolj ali s svojim strokovnim poklicnim? Ja, sem zdravnica, tako da biti zdravnik to pravzaprav... Je poslanstvo, ne? To je en tak poklic, kjer nima kaj dosti s politiko, vsaj ko skrbiš za pacijente, tam si res... Imate pa z ljudmi opravka, kar je pa ključ, ne? To je res, ampak bom mogoče povedala kot zanimivost. Mi imamo doma ogromno knjig, ogromno knjižno omaro in ko smo se selili, sem iskala vrata za tisto omaro in potem sem klicala moža, ker sem v enem salonu razstavnem dobila 2 ogromni stekleni, bili sta uporabni krila vratna za neko razstavo z napisano Zdravljico. In kličem moža in rečem,
Ja, ti veš kaj, jaz imam tukaj ena vrata, ki so zelo v redu za našo veliko knjižno omaro, ker je res izjemno visoka in dolga, široka. Ampak gor je zdravljica. Kaj misliš, kdo bi imel zdravljico doma tako res, da se vidi? In sem si sama odgovorila, je seveda mi, ne? Tako, pravilno. Tako da mi doma imamo ogromno knjižno omaro z zdravljico napisano na tem. Vedno, kadar gremo tudi na morje, takrat imamo orjaško zastavo, ko gremo na Hrvaško, tako da nas prijatelji velikokrat zafrkavajo, da če morda za nalašč izzivamo, morda ko gremo nižje dol v Dalmacijo. Ja, to je naša zastava, to je naša himna, to smo mi. Sama veliko tudi hodim v tujino, ne nazadnje, veste, da medicina ne pozna meja. In čeprav se imam za Evropejko, za srednje Evropejko, jaz sem Slovenka. In to vedo vsi. Enako vprašanje, gospod Rupar. Domovina, država, kako jima izkazujete svojo privrženost? Najbolj ponosen sem, da je moj 4-leten vnuk zna zdravico zapeti. To ste ga vi naučili, predvidevam. Jaz pa sin tudi. Lepo, lepo. Imam pa v življenju 2 pesmi, ki me spremljata in sta mi enakovredni. Zanj sem na shodu prvič videl množice ljudi, ki je dala roko na slovensko srce. Vsi smo jo peli. Zdravica in druga je Sveta noč. Zdravico, glejte, kdo pa ni ponosen, kdo pa ni prej pel, a je bil kdo, ki ni pel. Tudi če ne znamo, če nismo, saj nekaj imamo v srcu, da je to naše. In druga je pesem Sveta noč, pa se upravičujem, spet sem tam. Veste, te agonije, ki sem jih jaz dal, skozi življenje so me pač, te stvari so me po koncu držale. Jakub Aljašev je prevedel, samo to vam povem, v slovenščino, pel je pa pri nam prvič v Tržiču, v naši farni cerkvi, kjer sem bil jaz krščenik, sem bil zaprt v arestu, takrat sem se zaobljubil, bom iz tega vam prišel, mu bom pa postavil doprsen kip in sem ga res, v Tržič ga imamo v farni cerkvi, Jakub Aljaša, doprsen kip njegov. In, glejte, to so stvari, glejte, cela zgodovina temelji na domoljubju, pa takrat, ko so se ljudje, ko je bilo najslabše jim, takrat so zmeraj peli, ali so peli te verske pesmi, ali so peli zdravice, karkoli. To je čudež moči, ki ga mi pač ne znam, jaz ga ne znam razložiti, marsikdo ga zna. Ampak takrat, ko je hudo, se nekam zatečemo. Ampak ne se vedno zatekati, ker nam vedno ne sme biti hudo. Mi moramo stopiti ven iz tega, pa pet zdravico, pa pet sveto noč iz radosti, iz veselja, ne iz tegobe in žalosti in kot pomoč, kot sem poslušal eno mamo prav, nismo imeli kruha, molat smo šli, pa so otroci spali, pa so pozabili, da so lačni. Tega si mi ne smemo več, prvo še živimo v 2000 in nekaj let je, glejte, Evropa je tukaj, danes mi pišejo ljudje, da se spet zatekajo k tem apostolatu, torej ne smemo tega dopustiti. Mi moramo narediti korak naprej in pri demokraciji, pri razvoju. Mi se ne smemo več sekirati tako, kot se zdaj, dokler, koliko časa bodo še plecali, koliko časa bo še golo pletal. Glejte, da nas je strah jutrišnjega dne in v žalosti pojemo. Mi se moramo jutrišnjega dne veseliti, dati na smeh, skupaj stopiti in z veseljem peti zdravico. Tako je. Dajmo zdaj analizirati te naše okoliščine, v katerih smo se znašli. V začetku, v tistem zanosu, ko je nastala naša država, kot ste rekli, mnogo tega je bilo potrebnega, da so se številne silnice ujele, ne? Da se je to zgodilo. To se je zgodilo. Po čudežu, kakorkoli že hočemo temu reči, zgodilo se je. Ampak vendarle potem se je pa dogajalo še marsikaj drugega vmes, pa me zdaj zanima vaše videnje tega. Kaj se je nam zgodilo vmes, da smo skrenili s poti tiste osnovne začetne? Mogoče spet gospod Mrza. Mogoče smo si mi preveč idealno predstavljali državo ali pa demokratično državo ali pa parlamentarni sistem. Mi smo mislili, da
ko smo živeli v prejšnjem režimu, ko ni bilo svobode združevanja, svobode govora, tiska in tako naprej, smo bili lačni tega, ne, da bi lahko govorili prosto, kakor bi hoteli. Ne. In verjetno smo premalo tudi, ker tudi takrat, ko se je, rekel, delala država, pa je bila tudi vojna in tako naprej, pa se je bilo treba s tem ukvarjati, pa pol diplomatsko priznanje, imeti neke mednarodne odnose in tako naprej. Sej paradoks je v tem, da brez Miloševića bi mi težko se osamosvojili, ne, ker je tako noro politiko vodil, da je velike sile obrnil proti sebi, ne, in nekako nam je tudi to pomagalo. Ne. Se Pučnik je enkrat rekel, da bi mogli Miloševiću v Hecu postaviti spomenik. Ne. Mislim, da smo tudi zamudili nek čas, ko bi mogli bolj odločno prekiniti s prejšnjim režimom. Ne. In tudi to, da je na prvih volitvah zmagal namesto Pučnika Kučan, je bilo pogubno, ne, ker se je potem ena struktura ohranila, ne, ki jo Milan Kučan še dosti dobro drži. Ne. Tako da se mi zdi, da tiste volitve so bile zelo pomembne za predsednika države in takrat Pučnik pač tega ni dobil in se vemo, kako so ga tudi, kaj so mu vse učitali, kaj so se plasirali in tako naprej, nekakšne laži. Pa vemo, da je bil človek trpel v prejšnjem režimu, da je mogel tujino in tako naprej, da se je pol vrnil in tle odločilno potem prispeval k osamosvojitvi. Tako da tam je že na začetku smo mi, zaradi, bi rekel, tega nujnosti, da držimo skupaj, da tudi star režim potegnemo v osamosvajanje, ne, da smo jih to potegnili, da smo takrat pravzaprav neke stvari niso bile, dvorišče se na nek način ni počistilo. Ne, in to se potem vleče pol do danes. Mogoče še gospod Rupar. Veste, telo, ki ga napade rak, pozdravite in ohranite samo tako, da ga do zadnje celice izločite iz telesa. Ne? To drži, gospod doktor. Slovenija tega ni naredila. Slovenijo je napadel hud rak, ki se je razrastel do te moči, ki jo danes čutimo vsi kot negativno. Jaz takrat, ko se spomnim, ko smo stali ponosni, ko so dvigali zastavo, ko je rekel predsednik Kučan, danes so dovoljene sanje, jutri bo vse po starem. Jutri bo nov dan, ja. Ne, jutri bo vse po starem. Jaz sem to tako razumel. Vi ste tako razumeli, ja. In veste, da sem jaz to takrat zapisal, sem rekel, tega ne bo tako hiter konc, čeprav moj poklon vsem osamosvojiteljem, vsem, ki ohranjajo še vedno te spomine oziroma ste še vedno. Če bi takrat bili časi ne tako euforični, tako sem jih jaz doživel, jaz sem presrečen, svojo domovino imamo, ampak tudi mi smo malo zaspali. Veste, takrat sem jaz prvič prišel na te funkcije, kjer sem bil zvojen, sem rekel, to je demokracija, to je to, ampak samo eno leto sem to čutil. Naslednje leto so mi že začeli od špijunov do ne vem kaj, naredili so me afere, vi se spomnite takrat, ne, niso te spomnili, afere Ciril Pucko in Pavel Rupar. Ne. Jaz sem takrat to bilo dano z eno kaseto, takrat je prišel doktor Zagožen k meni pokojni in je rekel, Pavle, nikoli več ne boš imel mir pred udbo pa pred temi ljudmi, nikoli več, ker si jih pelal, na led si jih spelal in si to pokazal in res se je dogajalo. Seveda, oni so potem znali uzurpirati vse medije, vse do zadnjega, se recimo v tem shodu sem povabil čisto vse sindikate. Jaz se opravičujem tudi sindikat upokojencev Slovenske vojske. Veste, kva mi je napisal? Nikoli več mi ne pošilja takih vabil. Sindikat Slovenske vojske. Jaz sem to hotel tam brati, pa bi naredil revolucijo, ki jo ne želim. Ampak, a je to odnos? A ste vi slovenski vojaki zaradi teh vojakov, ki ste tukaj? A ste vi zaradi vrednot slovenske osamosvojitve? A ste zdaj kaj tam? Torej, vse imajo v svojih rokah. Vse. Če se je zdaj začela spet kakšna sprememba, potem vem, zakaj sem ostal živ. Veste, in če bo lahko, pomagajte mi vsi, pomagajte nam. Če bomo lahko karkoli zdaj še premaknili na stanje tiste zavesti, ponosa, ki smo dobili državo, potem bomo zmagali. Potem mene ni strah, kaj bo moj 4-leten vnuk počel in kako bo naslednjih let. Vem, da bo dobro. Zdaj je spet en tak moment, jaz ga tako čutim, spet imamo ogromno ljudi,
ne želim nobene stranke, res se upravičujem in Socialnim demokratom in Slovenski demokratski stranki, vi ste tam na politiki, bežite proč, mi smo pa tlele množica ljudi, ki samo hrepeni, samo upa, da bo jutri tisti dan prišel, ki ga je takrat gospod Kučan izrekel, jutri je nov dan. Še vedno čakam ta dan, ampak slutam ga pa. Še doktorica Bregant, kako vi vidite to vmesno obdobje? Vi ste bili takrat še v bistvu v začetku najprej mladenka, potem študentka že in diplomantka in tako naprej, naredili uspešno kariero. Kaj se je vmes dogajalo po vaši sodbi? Ja, jaz sem, ko sem tole poslušala, sem se spomnila, takrat sem se spomnila pravzaprav, kako je bilo pri nas doma. Pri nas doma smo se zelo veselili osamosvojitve, to je bilo zelo svečano. Oče se je vračal iz Zagreba po tisti cesti, kjer veste, kjer je bil klanc, kjer se je kar fajn streljal. Mama nas je pa napokala in smo v bistvu tisti večer bili pod tisto zastavo na tistem trgu revolucije, tako da se še danes spomnim, kaj nas je v bistvu vse prežemalo. Pa smo bili 3 otroci, tudi najmlajša je bila še kar majhna, ampak pri nas doma je bilo to nekaj, kar smo si želeli. To je bilo nekaj zelo pomembnega. Potem se mi zdi pa, da se je morda zgodilo za to Slovenijo to, kar se včasih zgodi za kakšnim zelo zaželenim otrokom. Pravzaprav zelo dobronamerno se ga pravzaprav nekoliko preveč ujčka, se morda preveč prepušča naključju, ker se zaupa, da že nekaj bo, ker bo vse v redu in se morda malo premalo pozornosti namenja tudi na pasti odraščanja. In Slovenija je mlada, tudi demokracije se je treba naučiti, se je treba izuriti, politika je nenazadnje tudi veščina, državotvornost je nekaj, kar se privzgoji, nekaj, s čimer se moramo pravzaprav stalno preizpraševati in mislim, da smo morda vsi nekoliko zaspali, potem pa morda kot neka 30-letnica, ki izgubi glavo, se nesmrtno zaljubi in odpleše za tistim, ki takrat pade v oči, smo zdajle tukaj, kjer smo. Jaz vem, da kot mama bi se za svojo hčero zelo pogovorila. Morda je zdaj čas, da pač vsi naredimo en tak resen pogovor za to našo Slovenijo. Slovenija je vendarle tudi prostor v našem srcu. Kaj si pravzaprav želimo in kaj mi lahko za njo naredimo? To je morda zdaj pravi čas. Tako. Gospod Omerza, vi ste v začetku knjige Kocbek, Pahor, Jančar, Udba omenjate eno zanimivo anekdoto, ki je seveda resnična, predvidevam. Takole gre, političnega obsojenca pripeljejo na Goli otok in ta ječarja vpraša, ali imate morda tukaj knjižnico, in ta ječar pravi, ne, knjižnice nimamo, imamo pa avtorja. Avtor je. Avtor je. Zdaj ne vem, če... Lepa popotnica tej knjigi. Ja, ampak se mi zdela tako, da je zadela bistvo tega režima. No, zdaj sem pa še gledal neko drugo anekdoto, ko dedek vpraša vnuka, kaj je to Facebook, pa je rekel, ja, tle se pa ljudje med sabo pogovarjajo, pa se izmenjavajo mnenja, to je pa nas delala v starih cajtih Udba. V tem smislu nek štos, ampak se tudi bojimo tega, da nam lahko kdo preveč gleda, kaj vse počenjamo, da dala neka možnost. V glavnem, seveda, ta anekdota s temi avtorji je resnična, saj so jih preganjali avtorje. Tudi recimo Jančar je končal v zaporu, Drago Jančar, Kocbek je bil na vratih zapora, Pučnik je bil na vratih zapora, Bučar je bil na vratih, Janša je bil v zaporu. Tudi kot novinar, tudi zaradi tega, ker je hotel pisati, ker je pisal o vojaških zadevah, so ga še enkrat hotel aretirati, takrat ga niso, leta 85, potem ga pa leta 88. Pa še, Fran, recimo, imamo tudi primer, recimo,
Zemljariča, leta 1976, so aretirali Franca Miklavčiča, udbovci, in so najdli dnevnik številka 16 na njegovi mizi na sodišču, in so iskali tam še od 1 do 15 pol dnevnike. In so seveda sledili hčerkam, hčerka šla k enemu obrtniku, ker je imel to skrito, oni so potem prišli do teh dnevnikov in notri napisal program Samostojne Slovenije. In zaradi tega je dobil še dodatno, on je bil primarno aretiran, ker je podpiral Kozbeka v Trstu pod pseudonimom in mislim, da ga udbovci ne bojo odkrili. In je dobil dodatna leta in hočem to reči, da je na sodišču je to privatni dnevnik obveljal kot dokaz, ki ga nikomur ni pokazal. Se pravi, njegove misli so bile. In celo potem je Drago Jančar najdel, oziroma Franc Miklavčič najdel neko sodno odločbo iz nacistične Nemčije, ko nacistično sodišče Gestapu ni dovolilo uporabo zasebnih papirjev v sodnem procesu. Ker je to pol miselna policija. Celo Gestapo ni mogel tega narediti. Kar se pa je pri nas dogajalo. Pri nas se je pa to dogodilo, recimo konkretno pri Miklavčiču. In seveda potem ni človeku čudno oziroma ni zgrožen, ko tak človek, ki je preganjal osamosvojitveno misel, celo misel, ne samo, da je nekdo nekaj hotel delovati v tej smeri. Prav v času Zemljariča je bil ta človek, so udbovci najdli te zadeve. In prav ta človek je potem dobi vojaške časti in to je huda zloraba Slovenske vojske. In kaj pravi predsednica države na to? Nič. Tišina. Je ona predsednica države, vseh nas, a ščiti tako zadevo, ali ploska pri Rdeči zvezdi, ki razdvaja Slovence, ploska. To so stvari, ki so zaskrbljujoče. Vendarle vas še moram vprašati, kaj je pravzaprav bilo tisto, kaj vas je nagovorilo, da ste se iz razmeroma udobnega življenja, prejšnjega, vsega, kar ste počeli, bili ste politik, bili ste podžupan in tako naprej, potem, ko je bilo tega konec, odločili za to publicistično dejavnost? Jaz sem vedno nek smisel za pisanje, mislim, pa veželjo za pisanje, že prej sem napisal 2 knjigi, pa veliko člankov, ampak nisem imel časa, Veste, politika zgleda preprosta zadeva, ampak je konzumirati tudi vikende, tudi v sobotah moraš okoli hoditi, se z ljudmi pogovarjati, srečanje, cel dan si v pogonu. Tako da nimaš časa praviti. Če hočeš se resno s politiko ukvarjati, nimaš časa za druge stvari. Tudi zasebno življenje zelo trpi. Tako da, ko sem iz tega izpregel, sem hotel napisati knjigo v odboru za varstvo človekovih pravic, ker sem bil pač v kolegiju in sem šel v arhiv in kar naenkrat sem ugotovil, da je udbovski arhiv odprt, čeprav uničen, večinoma uničen, ampak Janševa vlada leta 2006 ali 2007 v parlamentu skozi spravila brez velikih odporov celo. Potem sem jaz pa prvo knjigo napisal, pa sem pokazal, kaj vendarle ostalo, sta bila pa 2 referenduma, da sem ostal. Zaradi enega človeka, jaz nisem na to ponosen, to je sramota, ampak smo uspeli, da vendarle niso mogli nazaj zapreti. Že tako 90% uničenih. Zakaj pa se sploh lahko kaj napiše v udbi, če je vse uničeno? Zato, ker je nenavadno je to, da je nekaj popolnoma uničeno, nekaj je pa popolno ohranjeno. Tako nekako neenakomerno. In potem se določene stvari da narediti, določene se pa pač ne da in bojo stale v skrivnosti. Ker od teh udbovcev ne pričakujem, kolikor so sploh še živi, da bo kaj niso doslej nič povedali, pa tudi poslej ne bodo. No, ampak že to, kar ste vi naredili do zdaj, že teh 50 knjig, mogoče je malo manj naslovov, 20, ampak 50 zadetkov je s temi ponatisi in tako naprej, je tega že res velika množica. Res klobuk dol in globok poklon. Doktorica Bregantova, kaj pa vas nagovorilo? Uspešna zdravnica, 2 specializaciji, doktorat znanosti, v številnih mednarodnih raziskavah svojega področja sodelujete. Da ne naštevam naprej, kaj vse še počnete, tudi nekaj ste že pisali, literarno ste se tudi nekaj udejstvovali, potem pa politika. Zakaj? Pa družino, imate 3 otroke in tako naprej, Ja, sej moji otroci so rekli, pa mami, kaj ti je to treba, a res to rabiš? Ampak ja, mislim, da to potrebujem zaradi tega, ker enostavno ne morem gledati, kar se dogaja. To, kar se zdaj dogaja, je zame nesprejemljivo kot zdravnico.
Jaz se strinjam, ljudje kot jaz pravzaprav nikoli ne bi smeli iti v politiko, ker bi politika poskrbela za delovne pogoje, da bi ljudje, kot sem sama, delali to, kar najbolje znajo, skrbijo za paciente. Tukaj ni nobenega dvoma. Vendar po 20 letih dela v ambulanti jaz ne morem delati tako, kot znam in zmorem zaradi tega, ker mi to politika onemogoča. In enostavno tukaj ne vidim druge rešitve. Veliko sem opozarjala tudi z mojimi kolegi, veliko smo pisali, že prej opozarjali, dajali predloge. Moram pa reči, da je bila ena taka prelomnica, predvsem, ko so moji mlajši kolegi pričeli hoditi k meni po nasvete, te mladi zdravniki, takrat sem se potem jaz tudi aktivirala in seveda potem je prišel COVID. In ko je prišel COVID, tukaj se mi je pa zdelo, ko sem dobila klic najprej za skupino, za COVID, potem pa tudi za ministrstvo, sem se pa zelo posvetovala, cel vikend sem govorila z zelo različnimi ljudmi, z kolegi, družino in tako, ker se pač zavedam, kaj to pomeni. In takrat se mi je zdelo, zdaj bomo pa končno stopili skupaj, v tej borbi proti virusu gre za nekaj, kar bo združilo Slovence in Slovenke. In šla sem pravzaprav z nekim takim žarom, tudi v službi vejo, da sem pravzaprav ustala, pustila vse, pustila cel dopust, vse nadure, se rekla, jaz grem, jaz moram iti, država me potrebuje, vem, danes se sliši to tako naivno, ampak dejansko sem imela občutek, da zdaj pa bomo znali stopiti skupaj. In sem zelo žalostna, da nismo stopili skupaj, še bolj globoko smo razklani. Z novo vlado se ta razklanost samo še povečuje in ja, morda mora do tega priti, da bomo končno, potem ko padeš na tla, se ponovno pobrali, ustali in šli skupaj naprej. In upam, da ta čas ni daleč, ampak da pravzaprav smo na tej poti, da končno ostanemo in gremo skupaj naprej v res neko boljšo bodočnost. To, kar sem poslušala, moram reči, da ljudje, tudi sploh mlajši ljudje, mi z našimi otroki hodimo naokoli, splača se iti pogledati Goli otok, splača se spomniti, za otroki videti, kaj to pomeni, se zavedati, da pravzaprav takrat, ko smo bili mi v vrtcih, v šolah, da je Goli otok še deloval, da je bil še delujoč. Goli otok se je zaprl v začetku 80-ih. To ni toliko dolgo časa nazaj. Ljudje so, seveda, njihove misli so lahko zelo nevarne. Mene so doma vedno učili, da naj bom pokončna, in ker smo začeli s knjižnico in ker sem tudi sama velika ljubiteljica knjig, meni je oče vedno pripovedoval zgodbo, ko so profesorja potegnili iz njegove hiše, zložili vse njegove knjige na kup, jih zažgali, potem se je moral še on sleči do spodnjega perila in ko je stal tam ta profesor brez vsega, je takrat šlo njemu čez glavo, čez misli in to je potem tudi povedal svojim študentom leta kasneje. Pravzaprav vse so mi vzeli, zakurili so knjige, ostal sem brez vsega in vendar danes sem tukaj pred vami in knjižnico imam zopet. In ta želja po preživetju, to, da vemo, kdo smo, kaj smo, to jaz verjamem, da Slovenci to v sebi imamo, da pa bomo morali zdaj počasi to tudi pokazati. Tako. Ukvarjati se s politiko je zadnje čase za večino ljudi kar bogokletno dejanje. Trenutno vladajoča večina govori o depolitizaciji na posameznih področjih, poznamo, depolitiziralo se bo sodstvo, depolitiziralo se bo nacionalna RTV hiša in vse tako naprej, vse se bo depolitiziralo. To bo seveda naredila ta vladajoča politika. Kako razumete to sporočilo tega? Vse ste videli, ne? Samo eno anekdota, no, recimo. Ko smo se začeli zbirati 1. februarja na Trgu Republike v Ljubljani,
je bila na Brdu pri Kranju koalicija, vrh koalicije, ministri, vsi poslanci. Ko se je to ob 3 popoldne začel, so stali njihovi ljudje na oknih Državnega zbora, in to je resnična zgodba, zdaj, da na tem se izmišljujem, in so poklicali, tukaj je vse polno, tu je ogromno ljudi, in tam se je moj someščan gospod Sajovic smejal, dej, to je šopajo, ne. In potem še nekdo pokliče in potem Golob menda prekine to koalicijo in ja to pokliče na posvet in se tisti trenutek odločijo, da bodo sodstvu, ki je nepolitično, ali pa ga bodo depolitizirali in državnim tožilcem prekličejo obljubo za 600 evrov do nekih dodatkov, kar bodo dobili. In glede na to, ja, to smo pa dosegli, res smo to dosegli. In glejte, kaj pa politično sodstvo. A ste kdaj slišali, da bi kdo zdaj rekel, Golob, nisi verodostojen, obljubil si nam 600 evrov, zdaj jih pa ni. Kje pa so? A se je kdo vzdignil? A je kdo glas povzdignil pa rekel, jaz sem pa verjel, da boš ti to dal. Nič. Ker je Golob naročil, bodite tiho, so tiho. To je čista resnica. Ampak gledajte, prvi korak smo že dosegli, ne? Me je bilo prav všeč, da je to bila pač posledica tega zborovanja. Jaz bi bil zelo srečen, da se majčkeno vrnem na drugo temo, da bi se moji, torej vnuki, veste, sem en vnuk je 19 let star, torej rekli, kako pa to, ja, mlad sem bil še tudi, pa ščirka tudi, ta drug je 15 let star, ta tretji pa 4 leta, da bi se saj ta v šol učil o slovenski osamosvojitvi pa o slovenski državi, taki, ki smo si jo želeli. Sam to si želim, nič drugega. Ne, da imam, ki je šel moj sin v srednjo šolo, ga je en učitelj zafrkaval, da je oče ne vem kaj, ker sem bil pač takrat župan, pred tablo je mogel stati in gor napisati, moj oče je Baraba. To je bilo v času slovenske države že. Potem sem šel jaz v šolo nad ravnateljico, tistega profesorja, ki ni bil profesor, so umaknili. Jaz bi si tako zelo želel, da bi mojega tretjega vnuka, upam, da je še kakšen, ampak saj tega tam malega, kdo pred tablo poslal pa preko 10-krat napiš, Slovenija je moja država. To si želim. To si želim. Zdaj otroci v šolah pravzaprav res čisto premalo, ne? Tudi to temo tega se moramo lotiti. Čisto premalo slišijo o tem. V osnovnih šolah ne, potem pa pravzaprav že ni več priložnosti, ne? Tako da mešajo prvo svetovno vojno pa vse tako naprej, ne? Sploh ne vejo več, kaj je kdaj, kaj je bilo. Rešitev? Jaz ne poznam sicer, nisem se s tem ukvarjal, ampak slišim, veliko ljudi v teh poznatih stvari pravijo, da ni primernega izobraževanja mladih o Sloveniji, o tem obdobju osamosvojitve. Tako da se meni zdi zelo pomembno potem seveda, da tudi na drugih področjih to poudarjamo. In tudi recimo VSO, recimo zdaj Peterle nastopa ekscelentno vsak dan praktično in razlaga in mislim, da se je začela neka homogenizacija. Jaz nikoli nisem še doslej toliko ljudi na svojih predstavitvah. Ravno zdaj. Očitno so tisti ljudje, ki nekaj dajo na to osamosvojitev, ki to pomeni neko velikansko vrednoto, nek, bi rekel, vrhunc našega življenja, naše generacije. Da smo imeli srečo, smo živeli v tem času, da smo bili soudeleženi, da se to zdaj homogenizira, vidim, in jaz mislim, da tudi ta tvoje zborovanje je tudi nekaj tega bilo, te homogenizacije. Ne samo čisto na upokojeniško vprašanje. Sigurno. Tudi na teh, ajde rečemo, ideološko-idejnih političnih vprašanjih. Sigurno, širše je bilo to po moje, kot je samo upokojenstvo. Ker toliko ljudi zbrati, veš, mora biti neka široka platforma. No, se bomo videli, kaj bo zdaj, ampak v glavnem, jaz mislim, ti povem, izvoli. Še enkrat več nas bo. Ja. V glavnem, tako da mislim, da se zdaj stvari malo ostrijo in
na nek način, da so to naredili, kar so zdaj naredili s tem osamosvojitvijo, na nek način so dali neko municijo, so dali, da tako rečem. So se razkrinkali, bi tako človek rekel. In je to, po svoje to treba zdaj pač izkoristiti, z mirnimi demokratičnimi sredstvi, da se razume. Tako. Doktorica Bregantova, kako vi pravzaprav vidite to problem šolajoče mladine, ki nima dovolj podlage zgodovinske? Ja, jaz vseeno mislim, da se pač vzgoja srca, tudi domovinska vzgoja začne doma. Tako da mislim, da to je naloga nas, staršev. Seveda mora pa šola pri tem pomagati, ne pa pravzaprav, da hromi to. Moji otroci in tudi jaz, kadar grem na mednarodne kongrese, ko sem tam predstavljena, jaz sem Tina Bregant iz Slovenije. Jaz nisem iz vesolja, iz Marsa ali iz Venere. Jaz sem Tina Bregant iz Slovenije. In to vejo vsi moji kolegi in jaz sem ponosna na to, od koder prihajam. In jaz mislim, da to ljudje začutijo, to otroci vedo. Bi pa tukaj spomnila še na nekaj. Drevo, ki ima globoke korenine, ga veter ne izruje zlahka. Drevo, ki ima plitke korenine, ga bo prvi veter pobral. In tega se moramo zavedati mi kot starši in seveda tudi v šolah. Pa tudi vlada, ne? Seveda, to je naša vlada. Ves izobraževalni sistem pravzaprav. Ja. Zdaj mogoče, gospod Omerza, moramo se dotakniti teme, ki je pravzaprav v zadnjem obdobju precej aktualna, Muzej slovenske osamosvojitve. Več predlogov slišimo v zadnjem obdobju. Kako vi gledate na to in kakšno rešitev, vi gotovo imate tudi kakšno rešitev svojo, ponujate pravzaprav? Zdaj, prvo, kar je, ta muzej bil prepozno ustanovljen. Mi bi mogli ta muzej narediti leta 1992. Pa zraven mogli narediti še muzej Udbe. Tako so v Berlinu imaš muzej Štasija. In to je zelo obiskana zadeva in zelo poučna zadeva, ta njihov muzej Štasija, ki je bila tudi ena grozovita tajna politična policija. Čeprav nismo bili daleč od njih. Po vojni smo bili pa še hujši od njih. Pardon. Po vojni smo bili pa še hujši od njih. Zdaj, kaj narediti? Jaz težko rečem, kaj, zdaj bomo pač VSO bo delal neke, bo predstavil nek akcijski načrt, zdaj bo kakšno zborovanje, bomo okoli hodili, bomo razlagali, ampak da bi mi zdaj pa zbrali sredstva za svoj muzej je pa težko, da bi nek zasebni muzej, da tako rečem, naredili. To so težke stvari. Mi moramo nekako priti nazaj do pozicije, ko bo politika takšna, da bo to obnovila ta muzej. Ker zdaj bi v muzej zdaj imel predvidenih 8 milijonov, da se stavba postavi, oziroma tam v okviru na Roški. Pač se ni mogel, oni pravijo, se to ni nič, se nima nič. Če nekaj ustanoviš, moraš nekaj začeti delati, ne moreš brez sredstva in tako naprej. To so vse neumnosti. Tako da jaz upam, da če se bo stvar politično spremenila, jaz po to vlado ne vidim, ne bo šli nazaj, da bojo zdaj preklicali to, se mi zdi, da je edino možno, da bo pod novo politično konstelacijo, da bomo nazaj vzpostavili ta muzej. To je edino, seveda, da bomo pa prej na to skozi opozarjali in gradili to pri ljudeh, to potrebo, da to obstaja, da se to povrne v prvotno stanje in se nadgradi. Doktorica Bregantova, kako vi gledate na to? Imate kakšno izvirno rešitev? Jaz se zelo strinjam s tem, kar je bilo povedano, in sicer bi bilo dejansko ta muzej potrebno začeti graditi pravzaprav takoj, zaradi tega, da pravzaprav pozaba ne izbriše spomina. Vemo, da dlje časa, ko mineva, bolj se brišejo spomini. To smo zamudili. To smo zamudili, ampak ni še vse izgubljeno, a veste. Jaz mislim, da je prav, da se tak muzej postavi, tisto pismo, ki so ga pisali, pri čemer bom izpostavila gospo Vereno Perko, ker jo zelo spoštujem kot tudi strokovnjakinjo. V tistem pismu je pravzaprav vse napisano. Zakaj bi bilo potrebno dejansko to
Zdaj bom šla pa na nevroznanost. Jaz sem tudi nevroznanstvenica, tudi predavam študentom. Veste, kadar se zgodijo težke stvari v narodu, potem se ta travma dejansko zapiše. Ne spremeni se naš genetski zapis, ne spremeni se DNK, spremenijo se pa označevalci na genetskem materialu, ki določajo izraznost genov. In globoke travme se na to dedujejo. Zato velikokrat rečemo, vsak od nas seboj nosi kovček svojih staršev, svojih starih staršev. V tistem kovčku so lahko srebrne žlice, lahko je pa tam tudi uniforma ali pa je tam morda uniforma iz Golega otoka. In preseči to, ker ta kovček je lahko zelo težek, ta kovček te lahko zelo teži. In če hočemo mi svojim otrokom dati krila, da bodo poleteli, da bodo zares zaživeli polno z svojim potencialom, ne z bremeni svojih prednikov, potem morajo vedeti, odkot prihajajo, kdo so, kdo je njihova, kaj je njihova domovina in kje so njihove korenine. In zato je tak muzej za narodovo samozavest izjemno pomemben. Gospod Rupert, kako vi vidite problem Slovenskega muzeja osamosvojitve, ki ga ni več, ki bo zdaj del muzeja revolucije, če temu rečemo tako po domače, ne? Ne, ni ga več. Fizično ga ni več. Fizično ga ni več. Fizično ga ni več. A vi veste, kako raste? V nas raste. Tako kot raste naše upanje. Tako bolniku raste upanje, da bo zdrav, tako raste v teh ljudeh upanje in vera, da ta muzej bo. Pa če se ta vlada, pa če ne vem koliko golobov preleti skupaj, 100% vam tu zagotavljam, da to bo. Veste, čas rabimo. Čas rabimo. V Benetkah na trgu Svetega Marka je 1 milijon golobov. Ampak če eden pride, pa bojo pa naredili. Ja, to bojo naredili, nam rekel na glas. Če pa en golob, pa če pride 100 ljudi, bo pa golob odletel. To čakamo. Za konec morda ne bomo več pretirano širili naše teme, ampak vendarle bi sklenila tole naše pogovorno omizje. Osamosvojitev je bila naš skupni cilj večine Slovencev, državljanov v začetku 90-ih let, v Demosu pač ne. Vizije, kako priti do nje, so bile pa seveda različne. Kaj je pravzaprav, takrat je bilo znano vezivo. Zdaj me pa zanima, kaj je vezivo za naslednje generacije? Mogoče vi? Skupen imenovalec. Mislim, težko mi je govoriti, ker se ravno smo v času, ko se razdvajamo spet. Enostavno to presežiti, oziroma ne vem, kaj narediti, ker ta vlada še kar nadaljuje. Zdaj bojo dali zakon o tem, da se prepovejo nacistični in fašistični ne vem kateri simboli. V redu. Potem, ko se na parlamentu v odboru je bilo, a bomo tudi prepovedali totalitarne simbole, komunistične, to pa ne. In spet bomo imeli neko diskusijo, ki bo spet razdvajala. Najprej stalno razdvajanje v tako težki situaciji, kot smo. Je bila korona, imamo vojno sredi Evrope, imamo težave strašne zdravstvene, ki se ne rešujejo, žal mi je, nisem strokovnjak, ampak vi to bolj veste. Imamo druge 1000 težav se je nakopičilo, ne v Sloveniji, ne v Evropi, v svetu, okolje in tako naprej. In mi pa zdaj pa še sekiro po narodu, da tako rečem. In to jaz ne vem, rešitev je samo v tem, da se pač ta vlada, da odide, jaz drugega ne vidim, seveda. Ampak možno je to samo na demokratičen način z volitvami, nikakor drugače. Tako da ne vem, kdaj bo to, če bo, ampak to razdvajanje, ki ga je ta vlada zdaj si privoščila v nekaj mesecih, je pa nekaj neverjetnega. In zdaj ne vem, kako zdaj optimistično gledati neko združevanje, če smo prav v fazi razkrojevanja in razdvajanja naroda. No, ampak vendarle, mi bomo pač ohranili upanje. Kako? Kaj je tisto vezivo skupni imenovalec?
bodočim generacijam. Skupni imenovalec vezivo je isto, kot je bilo že stoletja za Slovence. To je slovenska beseda, to je slovenska pesem, to je slovensko srce in da Slovenec, Slovenka zna prisluhniti sebi. Jaz mislim, da so bili ljudje zavedeni. Ljudje so volili tisto, kar jim je bilo predstavljeno. Vrniti se nazaj k svojim koreninam, poslušati sebe, svoje srce, res tisto, kaj je tisto, kdo sem jaz, to nas lahko pelje na boljšo pot v Slovenijo, ki si jo želimo. Gospod Rupar, vi imate vizijo rešitve? Seveda imam, če ne bi živel. V glavnem, pa se jaz s temi stvarmi niti ne obadam tako hudo. Zdaj je moj prvi cilj pomagati tem revežem. Res. Ko bi vedeli, v kakšnih situacijah živijo upokojenci, ja Boga, revšna Slovenska, če sem kaj poklican, sem hvaležen, da bi saj nekaj na tem naredil. Resnično, mene ne vodi zdaj ne muzej, me ne vodi naprej ne prihodnost, ne ta vlada, jaz se kregal ne bom z nobenim, nobenega ne bom ne upravljal, ne gospodiča, ne gospodov, ne golobov, nobenega. Moja naloga je, da opozorim na stanje revščine upokojencev, jaz sem na pragu upokojitve, nisem še, in če bom tle naredil nekaj dobrega, da bodo ljudje srečni, bodo drugače razmišljali, da je vendarle v tej Sloveniji vredno upati in živeti. Iz tega bo šel razvoj za vse te vprašanja, ki smo jih imeli, tudi naprej. Vkolikor bojo pa ljudje živeli v revščini, jih je pa zelo lahko obvladovati. Vi pogledajte zgodovino, 4-5 dni pustite nekoga lačnega, pa bo tisti eksekutor, tisti stražar, kdorkoli že, prinesel samo en kos kruha, pa ga bo ta jetnik, ta revež hvalil. Dal mi je kos kruha. Mi pa živimo v drugem veku, v drugem času. Tem ljudem ne smemo, torej bom drugače začel, pomagati je treba. Moj cilj in cilj teh zborovanj je združiti vse ljudi, presekati, veš, jaz sem pa optimist tukaj. Jaz pa pravim, da je razkroja počas že kar višek, zdaj grejo samo, ker sem krat na vrh, greš samo še dol lahko. In to se zdaj, moj občutek je, da se to dogaja. Da stopimo skupaj, da ljudje začnejo razmišljati, a sem jaz res 40 let garal pa delal, zdaj se pa tam zafrkavam vsak 2 tedna mi gre, imam 650 evrov, koliko tiste pokojnine, 2 tedna otroke, prosim, pomagajte me, to življenje. A veste, ta stvar nas bo zedinila, pa ne govorim zdaj, ne sme nas revščina, ampak zavest, da bo jutri boljše, upanje, da bo jutri boljše, da smo mi določili eno pokojnino, tam, zdaj vam tam govorim, tiska imate manj, 750 evrov, pa vse to ni Rupar pogruntal. A veste, kje sem jaz to prepisal? Pa ne vejo, v njihovi koalicijski pogodbi to piše. Ja, tam sem prebral. Oni so naredili 750 evrov osnovo za letos. In zdaj oni mene napadajo, ni denarja, ki ga bomo pa dobili. Ja, pa se ste vi rekli, da boste to ljudem dal in zdaj jim dejte. Mi pa se moramo toliko združiti, toliko skupaj prideti, da opozorimo, da smo vredni dostojnega življenja, da smo vredni jutrišnjega dne, da je moje delo, ni delo tisto, ki bom na koncu pokoju rekel, pa kaj sem jaz cel življenje delal, da nič nimam. Ne, more biti stanje tako, da bo rekel, vredno je bilo živeti, vredno je bilo vzgajati otroke, vredno se je bilo truditi, danes so moji otroci srečen, ker jim jaz nisem breme, jaz imam pa upanje, da bo jutrišnji dan lepši, bogatejši in tudi bolj preskrbljen. Od tu naprej, ko bo stanje tega dobro, takrat bomo začeli pa delati še eno novo Slovenijo. Tisto, ki ste jo vi začeli, pa mi pred več kot 30 letom, pa je vmes zaspala, rak jo je napadel, zdaj ga pa mi odrežemo. Takrat bo pa bolj. Takrat bomo začeli. Še kakšna misel za konec? Jaz se pozabil zahvaliti prej, ko ste me vprašali, sem bil v mislih, kaj bom odgovoril, se zahvaljujem za povabilo in sem vedno pripravljen prideti tudi svoje knjige predstaviti, kadarkoli bi kdo želel. Da širimo te stvari, kot jaz mislim, da so pomembne za to, da se malo vsi skupaj vzgajamo v tem duhu, demokratičnem duhu. In da se naučimo, da pravzaprav ugotovimo, kaj je bilo pred
osamosvojitvijo, da vemo, da poznamo... Kaj se ne sme delati? Kaj se ne sme delati? Česa se ne sme delati? Doktorica Bregantova? Jaz pa moram reči, da sem izjemno vesela, da je toliko ljudi danes v dvorani, ker to pravzaprav daje upanje, da se da, da je veliko enako mislečih, to je zelo pomembna popotnica. In še nekaj, Slovenija ni Ljubljana, Slovenija ni samo tista ozka vlada, ministerska ekipa, v resnici Slovenijo delamo mi, ljudje, in mi moramo vedeti, kdo smo mi, z samozavestjo, z dobro samopodobo, zahtevati zase tisto, kar si zaslužimo. In mi si zaslužimo boljšo Slovenijo, kot to, v kateri živimo danes. Gospod Rupar, pika na i. Saj ste že vse povedali, ampak dam vam možnost še piko na i pristaviti. Jaz vam še zapovedati, veliko. Prešpari malo za 1. marec. Treba je prešparati še za 1. marec in vse prve dneve v mesecih na svetu. Jaz se bom najprej vsem vam zahvalil za povabilo, da sem imel to priložnost po dolgih letih spet prideti med ljudi, take preproste. Med poštene, med Slovence, med ta pravi ljudi, to je meni dobro. Zdaj pa nekaj, zdaj pa nam več prišel naslednjič, ker naslednjič boste vi prišli k meni v Ljubljano 1. marca, povedati svoje, z nami vred, držimo skupaj. Veste, ena stvar je v življenju, ki jo jaz ne morem mimo, in to je upanje. Upanje, pravijo, nikoli ne umre, ampak, veste, to tako drži. Upajmo na boljše čase, upajmo na našo lepo Slovenijo, upajmo na naša življenja, pa hvala vam še enkrat vsem. Hvala tudi otrokom našim, ki skrbijo za nas, kadar nam je težko. Upajmo, da bomo solidarni, pa skupaj res tako, kot se zagre, in da tisto, kar tam tveze v solidarni prihodnosti, mi doživimo in živimo. Hvala vam še enkrat za vse. Tudi jaz moram svoje zahvale pač pristaviti, da lepo se vam vsem trem zahvalim za to, da ste prišli. Vi ste jagodni izbor, jaz sem si želela in upala, vsak na svojem področju ste nekaj res posebnega in nam je bilo veliko čas, da ste danes tukaj, da smo lahko ljudem povedali kaj lepega. In jaz mislim, da smo vsi bolj pametni oziroma da vemo več, da smo bogatejši, da smo bolj povezani in da smo si naredili en lep večer. Spoštovani, hvala vsem vam, ki ste prišli, hvala vsem, ki ste pomagali, da smo tale pogovorni večer pripeljali do konca. Zdaj, kakšno pametno bomo še seveda rekli tamle v preddverju kulturnega centra. Naš predsednik je že napovedal to neformalno druženje, seveda se ga bomo vsi udeležili. Na koncu bi vas pa jaz samo še rada povabila, tule v kulturnem centru je razstava Svetli navdih, nekaj dni je še tukaj možnosti se to pogledati. Če vas kaj v višje sfere zanese, si le pogledajte, to gre za slikarja Volodimirja Tizuna, ki je eno lepo razstavo tukaj pripravil. Hvala vam vsem in lahko noč. Srečno!